Že v petek bomo imeli novi sklic vladne in gospodarske štabne delovne skupine. Moramo razčistiti nekaj detajlov, vse te pobude, ki so bile danes dane in je res predsednik že omenil, bile so dobre pobude, tako da se zahvaljujemo. Mi bomo z dialogom, ki ga imamo tako s strani Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za infrastrukturo, aktiven dialog to razčistili tudi z Evropsko komisijo. Radi bi seveda te specifike, ki jih ima slovensko gospodarstvo, prilagodili slovenskemu gospodarstvu, ker 28.10., ki so bile te smernice s strani Evropske komisije podane, so pa enake za vse države članice. Tako da te specifike bomo vsekakor naslovili. Drugo, kar je, moram sam še opraviti nekaj razgovorov z elektrogospodarstvom in pa z plinskim gospodarstvom. Večkrat smo že apelirali, tudi predsednik vlade, naj preučijo slovenski proizvajalci, koliko proizvodnje lahko namenijo slovenskim odjemalcem, naj svoje dejavnosti osredotočajo za pokrivanje potreb slovenskega gospodarstva. Danes smo dobili realne podatke, povratne informacije s strani predstavnikov gospodarstev, da te stvari še niso tako, kot si gospodarstveniki želijo, tako kot so bile tudi simulacije prikazane. Hkrati smo se pa zavezali, in to je tudi nova informacija, da bomo uredbe, ki veljajo za regulacijo cen električne energije in pa regulacijo cen zemeljskega plina, ki so veljale v poletnih mesecih od 1.9. dalje in veljajo do avgusta, da bomo te uredbe tudi podaljšali, da bodo veljale celo naslednje leto, tako da bo celoten segment gospodarstva, tako tistega, za katere danes veljajo regulirane cene, kot za tistega, katerega bo veljala shema državnih pomoči oziroma teh povratnih spodbud, da bodo znane za naprej, za celo leto in s tem nekako leto 2023 spravili pod nek okvir. Hkrati bomo šli zelo hitro v spremembo oziroma v sprejem zakona, kot je minister Han to že povedal. Če bomo uspeli, in jaz upam, da bomo uspeli izposlovati določene pozitivne efekte, bomo šli v takoj spremembo zakona, ker učinki tega zakona oziroma teh zakonov bodo v februarju, za mesec januar najprej. Tako da je nekaj časa, gospodarstveniki so pa danes dobili predvidljive razmere, zato da lahko aktivno iščejo in se najdejo najboljšega in zanesljivega dobavitelja.